Gospod Jelko Kacin, čas je, da se midva resno pogovoriva. Drage moje lepodice, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica, kjer vam bom danes pokazala svojo novo pridobitev oziroma svoje nove kopalke. Je pa tako, da seveda, kakršne sem jaz sreče, se zdaj me s Hrvaško zapirajo, kamor sva nameravala skupaj z Raletom iti, oziroma te ob vstopu nazaj v Slovenijo čaka 14-dnevna karantena, tako da bojo verjetno tele kopalke počakale na drugo leto, oziroma mogoče prej kam pobegneva, mogoče celo januarja že, ampak nič nimava dodelan, tako da bodo te kopalke oziroma neki pregrinjali med njimi, zato ker meni osebno je ful bolj udobno iti recimo na sladoled ali pa pijačo, tako da imam neki zagrnen. Tako da sem nabavila neki novega. Potem imam kopalke, ene, druge, nekaj vse pada, tretje, vse vam bom pokazala. Tako da, če vas zanimajo moje nove kopalke, potem glej video naprej. Zdaj še preden gremo v sam video oziroma vam pokažem ves ta nakup, bi rada samo eno stvar z vami se pogovorila oziroma razdelala, namreč že nekje 2 meseca nazaj sem naročevala preko spleta kopalke in vam seveda pokazala. In takrat se prav spomnim enega komentarja spodaj pod videom je bil, brez veze nam te kopalke kažeš, če nisi jih pač poskusila oziroma pomerila, a ne? In to sem se hotela pogovoriti. Jaz sama proti, ne vem, goloti ali pa razkozovanju nimam nič, a ne? Sem načeloma zelo odprta za te stvari, ampak na drugi strani sem v vezi, resni vezi, zdaj bo že 7 let in nekako nimam, kako bi rekla, želje ali pa nekako, ja, želje potem, da bi to vsem vam kazala, zato ker se mi zdi, da že fotografije modelov dajo neko sliko, kako kopalke izgledajo, pa tudi starejši, ko si, manj imaš to željo po razkazovanju, tako da zato jaz teh kopalk ne pomerim. Spet na plaži, če pokažem kakšen kader, je čist nekaj drugega, kakor če bi jih tukaj prav oblekla, ker na nek način je to že skoraj kot spodnjo perilo, oziroma vsaj sama tako vidim, tako da mi ni najbolj tukaj, da se v dnevni sobi pač lačem preoblačem, tako da boste vedeli, no. Sem zelo odprta za te stvari, ampak nekako ne čutim tega. Tako da upam, da boste razumele, vam bom dala vse slikce teh kopalk, da si predstavljate, kako izgledajo. Nekaj bom pa vse tudi pomerila, se pravi tiste stvari, ki se dajo čez, kakor sem rekla, če greš na sladoled. Tako da, če ste za, bomo začele kar z mojim najljubšim kosom. Tok so mi všeč te kopalke. Evo, takole izgledajo, a niso hude. Meni so takoj padle v oči. Tele vse kopalke sem naročevala na spletni strani Kapši. Tudi eno kodico imam, tako da če vam bo karkoli všeč, mislim, da vam prinese 50% popusta. Sem šla prav preveriti svojo kodico še enkrat, da vam ne bi dala kakšne napačne informacije in je takole. V bistvu, splošno na spletni strani Kapši zdaj poteka taka velika akcija, velika razprodaja, kjer so skoraj vsi kosi znižani za 50%, pa nimajo samo kopalk, imajo tudi oblekice, kopalke, ti pregrinjala za čez kopalke, tako da večino kosov in stvari je znižanih za 50%. Če pa bo slučajno naročila toliko stvari, da bo tvoj znesek presegel 70 €, pa upoštevi mojo kodo, se pravi JTEVINA, z veliko Y, z veliko T, z veliko E in potem vina. Ti pa torej ob nakupu na 70 € prinese 10% popusta, kar je, če bo recimo glih 70 € minus 7 €, kar pa so recimo že 3 kavice. Skratka, roza, zgornji del, božanska barva in spodaj visok pas tele vijolične kopalke. A niso hude? Wow! Skupaj izpade res hudo, čisto take fotogenične, barvite, igrive, tako da meni so res všeč. Pa mogoče še en trik za tiste, ki bi rade skrile kakšno kilco, so visok pas ful dober, zato ker ti skrije ta celoten, kako bi rekla, špehec, tukaj okrog trebuha. Tako da mogoče tiste, ki bi rade skrile ali pa niste najbolj samozavestne na plaži, je tak model kopalk odličen. Ko pa sem glih že načela to temo, ne, samozavesti, kopalk in tako naprej, jaz zelo zagovarjam in tudi moja znanka zagovarja, da se moramo v svoji koži dobro počutiti, a ne? In mi je grozen videti vse te punce, ko ste v dolgih hlačah, zunaj pa 35 stopinj in toliko bi rada do vsake posebej prišla in nekako se pogovorila z vami, da vam ne rabi biti čist nič neroden, da vem, da se ponavljam in vem, da sem to že večkrat povedala, ampak energija je tista, ki je pomembna, kakšne kile, kakšne, ne vem, leta, nehajte se obremenjevati. Seveda, na drugi strani morate športati, morate skrbeti za sebe, morate nekako zdravo jesti, ampak ženske smo res ena taka lepa bitja in ni razloga, da bi se zapirale, da bi se zakrivale, tako da kar pogumno v kopalke, pogumno se kopati, ni razloga, da bi bile kakorkoli zaprte, ker vse smo lepe. Tako da lepo prosim, da ne bo več
izgovorov. Potem imam tukaj še ene druge kopalke, tudi ta kombinacija mi je ful všeč, bela skupaj z oranžno. Mimogrede, vse te moje kopalke sem vzela v številki S, tudi sicer nosim tam med 34 pa 36, s tem, da tale zgornji del mi je skoraj mal premajhen, to pa zato, ker nima nobene zadnji te, kako bi rekla, elastika ali pa možnost prilagajanja modrčka. Tako da imejte to v mislih, če boste karkoli naročevali, mogoče da vzamete eno številko večjo, če ni možnost reguliranja. Tale oranžna barva je kar precej živahna, tako da na plaži definitivno ne boš ostala neopažena. Potem, da malo razbijemo serijo kopalk, imam tukaj eno pregrinjalo, ful mi je všeč, v bistvu taka pudrasta roza barva, to daš takole samo čez, praktično ne glede na velikost, obliko se mi zdi, da paše na vsako postavo. Je tudi v bistvu univerzalen, tako da mislim, da paše res čisto vsaki. Kot sem rekla, daš na kjerkoli kopalke ali pa spodaj imaš lahko pač bilo kaj oblečen in si tako malo bolj zakrita. Vam še takole demonstriram, kako se obleče, ker je res 1, 2, 3. Evo, tukajle je luknja za glavo. Na desni levi strani ima luknjo za roke in to je to. 1, 2, 3 imaš gor, kar se mi zdi še posebej praktično. Na plaži se ponovadi nam res ne da komplicirati, tako da imamo radi take hitre in enostavne kose. Tole, evo, ste videli, sam vržeš čez in si styliš. Pa tukaj lahko, samo da spravim jaz tole vrvico čez. Še zategneš ta del, tako da če je katera mogoče malo višja ali pa nižja, se da regulirati, ne? Tako na levi kot desni strani. Pa imam tukaj še eno v taki beli barvi, v bistvu tale bela, v bistvu že kot neka taka oblekica, ful ima polno takih lepih detajlov, tukaj kot nekakšna čipka, tako da jaz sem opremljena za na plažo, ampak kacin, moj dopust na Hrvaškem je propadel, pač ne bom se dalo 14-dnevno karanteno, tako da žal bo tole še nekaj časa tukaj pri meni. Dajmo jo še obleči. Rokavi so mi ful všeč, bolj taka zvončasta. Stopim na kavč, da boste videli, kako izgleda spodaj. V bistvu je taka valovita, posod ima tale vzorc kot neke čipke. Tudi tlele na dekolteju ful dobro izgleda, potem ima dodatek, evo še tole špagica. Tako da zelo tudi lahkotna, tudi sicer tak kvaliteten material, tako da love it! In še tretje pregrinjalo, ki vam ga pokažem, pa je v bistvu zelo tako morsko. Ali se mi ful dobro zdi, da bo prišla na bele kopalke, ker je že sama taka pisana. Malo ima vse take rumene, ful dobro izpade. Zdaj, zakaj imam 3 različne barve, to je zato, da pač kombiniraš glede na kopalke. Pa na splošno, a ne, da ne bo kira narobe razumela, ni treba vseh teh kopalk imeti, ne. Ampak eni so všeč oranžne, drugi so všeč roze, tretji so všeč bele, zato vam v bistvu to kažem. Glavno sporočilo pa je, da ne boste mislili, vse rabim. Ne, 1, 2 kopalke so čist dovolj. Tale del potem lahko zavežeš po želji ali pa tako prosto pada. Je v bistvu zelo dolga, kar se meni osebno zelo dopade. Evo, čist do tal, pa barva je res čist morska. Tako da ja, na bele kopalke mislim, da bo izpadel fantastično. Še v zadnji vam pokažem, kako izgleda. Mimogrede, a ste že izkoristili tele vaše vouchere? Če ste, dajte mi zapisati, kam ste šli, kako ste se imeli, midva še nisva. Malo razmišljam, da bi šla v Brda, dejansko še nisem bila, pa sem ful v bistvu človek za guštanje, za vinček, sirček, tako da, če ima katera kakšno priporočilo, kam v Brda, bom ful vesela, ali pa sicer, kje ste izkoristili bone, kako ste se imeli in kam se splača iti. Mi bo zelo prav prišla vsaka informacija. Ok, pa so pa tukaj še ene kopalke, ki so mi med najljubšimi. Najljubše so mi definitivno te vijolične roza, druge pa tele Pepita vzorc. V bistvu so take zelo, kako bi rekla, zakrit dekolte, v bistvu je zgornji del kot nek topek / neka taka majčka, ampak niti mal ni tako, da bi me karkoli overali. Res sem jih že poskusila in dejansko je ful tak dober občutek o njih. Ko sem se odločila, bi jih vzela ali ne, sem mislila, joj, mogoče me bo motil, ampak je v bistvu jih čist fino nositi. Pa tudi, evo, kot vidite, visok model kopalkic. Ful sem se letos navdušila, se upravičujem, nad temi, tako da te so mi božanske. Vse stanejo tam okrog 25 €, kar se mi zdi za zgornji in spodnji del res ugodno, pa zdaj še ta koda in
pač popust, tako da lahko dobite lepe kopalkice za že okrog 20 evrov. Še dvoje imamo, tele naslednje so bolj tak retro vibe, vam jih najbolj da kar pokažem. Evo, takole izgledajo fotki in takole v živo. Te niso mi glih najljubše, ampak so pa nekaj posebenega, tako da malo razbijoš ta visok pas ali pa da razbijoš te tipične, kako bi rekla, barvite kopalke. Niso mi zdaj ti wow, so pa tako za kdaj, a ne? In potem še spodnji del v enobarvni rjavi barvi, takole izgleda. Mimogrede, to niso brazilke, niti niso tangice, ampak jaz bi rekla mogoče malo večje brazilke. Tudi sama nisem najbolj naklonjena tem stvarem. Za ene stvari sem zelo taka konzervativna. Meni osebno ne paše nositi tangice ali pa brazilk, rada imam take navadne gatke, da še vedno torej dobro izgleda. Pa še ene imam, ta zadnje so pa tele bele. Te so mi pa tudi modrček me kar malo tiščino, tako da se pravim, sem rekla, da sicer nosim S, ampak glede na to, te sicer se regulirajo, ampak so mi kar malo mejhne, tako da te, ne vem, a bom vrnila ali mogoče naprej komu podarila, skratka, te so mi skoraj da premejhne, medtem ka gatke so mi pa prav ful mi je lepo, zato ker imajo v bistvu tukaj tako ob strani nabran kot neke volančke in spade tako zelo igrivo, pa še če daš recimo tole prigrinjalo čez, je pa sploh tako zelo stylish, tako da to pa je to, evo, to je moj nakup kopalk, zelo so take barvite, v bistvu pa mislim, da se bo za vsak okus najdel nekaj, ker so tako, se pravi retro, kot stylish, kot pinki, tako da dajte mi zapisati, katere so bile vam najbolj všeč. Kako izgleda, ko se jaz lotam snemati, pa še tukaj na tej strani. Zdaj, kar sem hotela povedati je, da tele kapši kopalke jaz naročujem že drugič in so v bistvu zelo kvalitetne. Jaz sem jih nosila tako v Španiji, kot na teh najnih izletih po Sloveniji in niti ene se mi niso strgale ali raztegane ali kakorkoli drugače poškodovale, tako da bi jih definitivno priporočila. Res so zelo kvalitetne, zelo udoben material, kar brez skrbi. Pa še enkrat, nehite se obremenjevati glede teh kil. Zadnjič je bilo tudi govora na Instagramu, sem vam jaz pokazala eno fotko, da imam tudi jaz celulit in da ga imamo itak vse in da je to seksi in da je to ženstveno, ga z veseljem pokažite. Tako da v komentarju mi lahko zapišete, če ste s počitnicami letos že zaključile, a imate še kaj splaniran. Bom tudi sama vesela, da vidim, a še kam iti, ali sta doma, ali še sama, v bistvu ne vem, ker je res eno tako crazy obdobje, človek ne ve, a bi se kar zaprl doma, ali kaj bi. Tako da, še dobro, da imamo tale YouTube, da ostanemo vsaj na ta način povezane, tako da zato vas ko spodbujam. Dajte mi kakšen feedback, ker mi je ful tako dobro videti, kaj pa vi počnete. Tako da, hvala za pozornost, drage moje lepotice. Tale teden oziroma v naslednjem tednu načrtujem še en video. Vsako leto je tradicija, da posnemam back to school, tako da, če ste za, zapišite mi spodaj v komentar, bi tudi letos posnela neki idej za make-up in za outfite. Tako da, to bo naslednji video, ko pride. Ne se pozabite naročiti na moj kanal, da seveda ne bo zamudila, ko pride ta video in ne mi pozabite slediti tudi na Instagramu. Najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Lepo se imejte, lepotice, izkoriste tele sončne dneve in do naslednjič. Rada vas imam. Čau, čau!